Na slavnostni seji, ki je po enoletnem premoru znova potekala v živo, so se poklonili zaslužnim občanom in organizacijam. Najvišje občinsko priznanje, grb občine Sevnica, je za odgovorno opravljanje poslanstva in 50-letnico delovanja prejel Zdravstveni dom Sevnica. Najvišje priznanje, grb občine Sevnica, nam res pomeni en znak spoštovanja do našega dela. V vseh 50 letih razvoja javnega zdravstva v občini Sevnica. V zadnjih 2 letih se je spreminjala družba in s tem delo v zdravstvu, poudarja Tomšičeva. Ne vemo, ali je bilo hujše takrat, ko smo zaprli, ali zdaj, ko imamo tak grozovit porast okužb, ko se borimo s to boleznijo in hkrati ljudje pravzaprav želimo normalno delati v svojem okolju, kjer pač živimo. Poleg grba so podelili 5 plaket. Zlati sta prejeli Breda Drenek Sotošek in Zvonka Mrgole, srebrne pa Ciril Dolinšek, Pavel Drobne in Majda Hriberšek. Seveda pa se zavedam, da to ni priznanje, ki bi nekako bilo namenjeno samo meni, ampak tudi vsem tistim, ki so z mano sodelovali v teh raznoraznih dejavnostih, tako v šoli kot tudi v društvu. Po vseh teh mojih letih, ki sem jih opravljal na različnih dejavnostih, tako kot na etnologiji, na kulturi in po turizmu, sem zelo vesel, da so tudi mene se spomnili in da sem pač dobil to srebrno plaketo občine Sevnica. Trudil se bom pa seveda še naprej, imam še kar nekaj idej in upam, da jih bom tudi lahko skupaj z vsemi vami uresničeval. Glede na razmere, ki so bile zlasti v začetku leta izredno nestabilne, sevniški župan leto od praznika do praznika ocenjuje kot uspešno. Dosegli so začrtane cilje. To je bilo leto tako izvajanja projektov kot priprav na nove, na vseh nivojih, tako v krajevnih skupnostih kot na občinski ravni. Zelo pa je poudarjeno sodelovanje z državo na državnih infrastrukturnih projektih. Tukaj izpostavljam 3 področja. Sanacija poplavne varnosti na vodotoku Sevnična, zelo velik in pomemben projekt za zagotavljanje poplavne varnosti skupaj z Direkcijo za vode oziroma z Ministrstvom za okolje in prostor. Z Direkcijo za infrastrukturo sodelujejo na 2 področjih, in sicer na državni cestni infrastrukturi, tu so med drugim stekle aktivnosti na terenu z odkupi zemljišč za most na Logu, ter na železniškem področju, kjer gre za preurejanje železniške postaje oziroma celotnega območja. En del tega je nov nadvoz preko Trebanjske proge, trenutno je v izboru projektant za ureditev, za posodobitev celotnega kompleksa postaje. To pomeni varen podhod na perone in naprej na Savsko cesto in podvoz pri Stildesu, ki bi ukinil nivojski prehod. S tem so veliko postorili na področju realizacije projektov in tudi na področju priprave novih strateških projektov za prihodnja obdobja, dodaja Ocvirk.